Naslov letošnjega maratona je Vzljubil me je. Ta naslov smo vzeli iz Pavlovega pisma Galečanom. Bog ima rad vsakega izmed nas, mene, tebe, nas vse. Pa se te ljubezni zavedamo, kako jaz odgovorim na njo. V teku svetopisanskega maratona na to tematiko razmišljamo na sporednih dogodkih. Eno takih je tudi današnji in danes veseljamo naše sredi pozdravljam Barbaro in Marko Tazrnec. Za nas sta pripravila glasbeno pričevanje o tem, kako je Bog postal živ v njunem življenju. Barbara pa Marko, pa bomo kar začeli s prvim vprašanjem in bi vam vprašal, mogoče Barbara, če se lahko tikamo. Ja. Ok. Kako je Bog postal živ v tvojem življenju, Barbara? Ja, moja sta že precej stara. Jaz izhajam iz verne družine, ampak v naši družini se nikoli nismo pogovarjali o veri. Toliko let nazaj, smo že malo čez 60 let. Nikoli se niso starši z nami pogovarjali o Bogu. V tistem času je bil verouk za to namenjen, da se tam vse zve, da se tam vse, kar je treba, nauči. In ta vera, krščanstvo je bilo bolj kot en tak stil življenja, kot ena navada, kot mogoče religija. Jaz pa pol, posebej, ko sem malo starejša, sem ima take narave, da ne maram pretvarjanja. Nekaj, česar ne razumem, pa ni česar ne vidim enega smisla, s tistim se ne želim ukvarjati. In jaz nisem bila kar en del življenja mojega smisla v tem, nobene tradicija, način življenja in nisem hotela se s tem ukvarjati. Potem pa takrat, ko sem bila stara približno 40 let, se je zgodilo, da me je začela mučiti nespečnost. Je pa ne samo nespečnost, ampak tudi hudi strahovi v spanju. In to na tak način, da sem jaz globoko spala in potem sem se v trenutku zbudila čist. In me je bilo strašno strah vsega. In ta napad je trajal približno 1 uro in potem sem se nekako pomirila in sem zaspala in čez dan je bilo vse tako, kot da ni nič. In potem je spet po noč, sred noči, cnk v trenutku in tak velik strah. In to se je kar ponavljalo in jaz to nisem znala nikamor umestiti. Midva so pa imela ves čas ene sence za sabo, ene krščanske prijatelje, ki so skrbeli za nas. Tako, neverbalno, bom rekla, da bi se o tem pogovarjali. In enkrat je en par ponudil molitev za mene. No in takrat sem bila jaz osvobojena in ozdravljena teh strahov in te nespečnosti. In takrat sem jaz prvič opazila, da ima krščanstvo moč, da je Bog močen, da lahko pomaga. In me je začel zanimati, kaj pa je zdaj, s tem, to pa ni kar tako. No in potem sva z Markotom iskala knjige, kjer bi se poučila o tem, kako deluje duhovni svet, kaj se dogaja, in sva imela res srečo, da sva vedno imela veliko knjig dobrih, kjer sva se lahko poučila. No in ko sem brala te knjige, bom rekla takole, pred enimi 15 leti, se je začel pojavljati v tem, kar sem brala, da Bog želi odnos med z nami, da to ni sam, da ti greš v cerkev, moliš, ampak da je Bog zainteresiran za odnos. In je kar nekaj let trajalo, da sem jaz to razumela
No, in da sem to začela razvijati, ta odnos z Bogom, da je on oseba, da me ima rad, da si želi moje pozornosti, pogovora z mano. No, in tako zadnja leta moram reči, da je postaja to, kar delam v vsakdanjem življenju, iskanje Božjega pogleda na stvari. Recimo, ko pride en problem, pa se jaz obrnem na Boga, pa mu rečem, Bog, očka ga zdaj kličem, po tolikih letih spoznanja, kako pa ti vidiš te stvari, kako vidiš ti to, kaj ti misliš o tem, in pol čakam, in pride misel, in potem rečem, očka, a mi ti lahko prosim pokažeš molitev za to, kako naj jaz to molim. In vidim razliko, kako je, če jaz molim iz sebe, svojim človeškim umom, pa željami, pa potrebami, ali pa če jaz prosim za molitev, ta molitev je popolnoma drugačna od moje. In jaz imam navado, da si take bolj resne, kadar imam težave, pa en zvezek zapisuje moje pogovore. Pa takole nalev eno črto naredim na sred, pa tukaj jaz napišem Bogu, kaj se razmišljam, in potem čakam in napišem odgovor. In potem nekaj dobim in spet rečem, in spet dobim misel, in tako gre. In potem, ker jaz na koncu to desno stran preberem, kaj sem dobila odgovor, za moje pojme je to nemogoče, da bi bilo to iz mojega uma. In sem zelo hvaležna za to, da lahko na en način z njim komuniciram, da mi pomaga, da mi pokaže molitev. In ker jaz molim to njegovo molitev, se dejansko stvari zgodijo, ko on pokaže molitev. Moram pa reči, da to zahteva zelo veliko časa. To ni tako 5 minut, to gre 1 ura, ali pa 2 ure, moraš biti sam, moraš imeti mir. In tako je zame Bog, tako bi rekla, 3 faze so bile. Iz te religije je prišlo, jaz temu zmeri rečem, bo uporabno krščanstvo, da ima Bog moč, da se nekaj dogaja v življenju, in potem iz tega uporabnega krščanstva je prišlo v odnos, oseben odnos. Tako je bilo pri meni. Marko je že pripravljeno svoje vprašanje. Sam jaz bi vsem Barbara vprašal, imaš kakšen tak konkreten, recimo, primer, če ti pride na misel zdaj, recimo? Lahko povem. Sej že Marko slišal. Recimo, jaz v mladosti sem zelo veliko pela, sem hodila v glasbeno šolo, smo tekmovali v zbori in tako imam zelo izostrajen posluh. Čeprav 40 let ni bilo nič, ampak ima še vedno. In potem je v času covida Marko začel pisati pesmi, mu jih je dal Bog pesnik in boste tudi nekaj slišali danes. In on nima toliko prakse, kot jo imam jaz. In potem sem jaz včasih rekla, sem rekla, vat, pa kar kaj, in njemu so šli še kar po konca. In pa sem šla jaz k Bogu, pa sem rekla, očka, meni je to toliko muč. Težko mi je za njega, tako. Pa je rekel Bog, je rekel, veš kaj, dej ti to meni pust prav, ti sam glej, kaj bo, bojo drugi to naredili, ti sam mir dej, pa ti pot pa glej, kaj bom naredil. In ko sem jaz povedala, in meni je bilo težko, če Marko kakšne napake je delal, pa v javnosti, ko bi mu jaz lahko doma povedala, pa bi on vadil, sem ga hotela zaščititi. In je Bog rekel, da ti kar mir dej, in zdaj njemu drugi povejo in on to zelo dobro sprejema. To je bilo res tako, da mi je rekel in sem prav vesela, da sem Boga. V bistvu je tako, kar malo sproščujoče, v smislu, da se ni treba toliko truditi. Ja, osvobojajoče. Tako je, osvobojajoče. Ja. Marko, kako je pa Bog v tvojem življenju po svetu
ko prižgal luč. Zame ta dogodek je Barbara opisala, da ker nisem mogla spati, pa je potem se bila ozdravljena. Teh napadov je bil zame en tako klik, ker nekako v mojem življenju sem imel določene težave, pri katerih mi Bog ni pomagal, čeprav sem verjel v njega. Zdaj to bom še povedal, glede vere, malo kasneje, još me spomnim, če pozabil. In potem v bistvu sem si tudi jaz želel biti deležen kakšnega čudeža, ker zame bi bil čudež, če bi si teh težav rešil, ki sem jih imel. In še pred tem sem enkrat bral eno knjigo o odpuščanju, Odpuščanje Božji ključ, in tam sem rekel, tam dejansko opisuje neke res močne stvari in sem rekel, to bi tudi jaz si želel, In sem se sprašal, pa kakšno odpuščanje se v cerkvi vsakič odpuščaš na en način, No, potem smo šla pa na eno izobraževanje, kjer je bil del tega na molitev in tudi odpuščanje določenim ljudem, No, in to je bilo 2 leti, enkrat mesečno in tam smo spoznavali svetopismo zelo globoko. In smo, zelo bogati, To je bil en tak, midva smo imela gužvo, ampak smo imela bogat čas skupaj. In tam sem jaz v bistvu skozi to, sicer je to trajalo kar 2 leti, skozi odpuščanje očetu in tistim, ki so me ravnali na tem ustvarjalnem področju, ker moj oče ni hotel, da kitaro igram, sem bil uzdravljen. In je bilo pa vedno tako, da je bilo čas za to, sem rekel, pa kaj je s to rabo? Jaz sem z očetom čisto redu. In pa z očetom smo se razumela. Na koncu je on sprejel, da sem pač učitelj kitare, rabo je sicer 10 let, pa 15, ker oni, prvi doma smo imeli kmetijo, oni niso verjeli, da jaz lahko preživim s tem, Njih je skrbel, da bom jaz umrl od lakote zaradi tega, Tako da oni so bili dobri starši, so skrbeli, ampak mene so na enem področju zelo prizadeli. In skozi to ozdravljenje, zdaj kako sem jaz videl, da je prišlo do ozdravljenja, je bilo to, da sem si kar nekaj časa želel kakšno pesem napisati, Vem, da sem imel v glavi kakšno dobro pesem, z dobrim besedilom, kar nekaj. In potem sem dobil ene par tako, daril Boga. Besedil, pa ljudi, Darila so bila v obliki besedil pa... Boje. Bilo sem tako. Ob 3 ponoč, recimo smo imeli eno srečanje prejšnji dan in mi ponoč začne številka 139 poglav hoditi psalme in sem videl, da ne bom zaspal, sem vstal in sem ga bral, In je poleg ratala ta prva pesem. Tako je, zdaj boste pa, Barbara pa Marko boste zapela prvo pesem. Ti, ki mi poznaš? To pesem bom še malo povedal. To je pesem v bistvu govori, če imaš probleme, težave, Pač obrnem se na tistega, ki te najbolj pozna, in to je Bog, On ve o tebi vse. Sem mislil, da nekaj te viška. Čisto razsušena.
si me. Ti, ki stal si me, ustvaril čudovitega, ki veš, kaj čaka me, tvoja dela slavijo te. Gospod, ti znaš vse, ti ustvaril si me. Gospod, ti znaš vse, ti ustvaril si me. V Božjem objemu, to, kar ste zaključila zdaj, če prav razumem, sta vama tako, Bog najlažje po noči nagovarja, tako se mi zdi, ko se vse umirili, pa tako. Pa mogoče vprašanje, tako, ko si recimo Marko ugotovil, da te Bog pa res začel dajati ene blagoslove, kako pa se nadaljeval pa tako ta poslušnost, bi se rekel, v tvojem življenju naprej? Zdaj, zame je bila poslušnost sigurno, da sem takrat vstal, ker ni glih enostavno ostati ob treh, in pač brati tisti psalm, ampak sem videl, kako so se stvari postavile, ene besede so stopile ven in je nastavil ta pesem. In zdaj, skozi to poslušnost, odpuščanja, ker sem odpuščal tudi drugim, pa sem dobil vesele in sem dejansko šel po vasi in sem odpustil vsaki, celi žlahti. Jaz, ko sem imel seznam, jaz ne vem, to ni drugo. Jaz ne vem, kako je, kakšen sem. Ampak, ko sem dobil občutek, da je to en pomemben korak, sem to zelo nekako prakticiral in tudi še zdaj z ženo to se trudila, ker skozi te najne nastope in to pred ljudmi, se izpostaviš in si velikrat prizadet. In tudi blagoslovljen, ampak tudi včasih prizadet. Tako je.
Druga stvar, ki je bila zame pomembna, je bila pa upogljivost, da so mene stvari, ena je ta, da sem ostal recimo takrat, potem eno, ker bomo tudi zapela, joj, pobije srd, to je v bistvu, tako pride mi, to je prišla cela melodija z besedilom prve dve kitice, mislim, res imam še posnetek, ne, in takrat moram takoj reagirati, ne, pa posnet na mobi. Te mobiteli so res enkratna stvaritev za mene, ne. Ni treba not napisati, sam postaneš. In pa drugič pride ideja, pa da daš, ne, drug del, ne, ker to je prišlo tako postopno. Ja. Ja, in vse to je za mene res en blagoslov. Psu bi mogli podleteti. Tako da res. Se mislim, da že kdo kliče. To je, jaz sem tudi sam to izkušnjo s tem odpuščanjem in bi res zanimivo, kako se z vsakim dejanjem odpuščanja se naseli košček miru več v tebi. In mi je zanimivo tako, da se najde res ta način izražanja potem te molitve oziroma skozi glasbo. Tako da se, in je tudi, kot vidim, je v bistvu je tvoja molitev tudi tako glasba, prosiš tako tudi svoje prošnje Bogu izražaš. Se to? Hotel sem reči, kot izražanje svojih želja Bogu skozi molitev, ti pa izražaš in z naslednjo pesmijo, ki je naslov Oj, Bog bi jaz rad, si v bistvu na nek način v pesmi izrazil svojo željo. Ali bi mogoče povedal, ki je v tej pesmi, ki je tako zanimiv naslov? Zdaj, jaz bi mogoče še to predpovedal, da v bistvu skozi to odpuščanje sem jaz tudi Boga sprejel kot očeta. In to sem ugotovil še čez čez 1-2 let, ker sem napisal pesmi o Bogu očetu. Ker zame je bil, kot študent, sem vedno govoril, zame je Bog prijatelj, Jezus, Bog oče mi je bil pa tako zaradi očeta taka slika, ker sem jo mogel zbrisati malo, pa na nov v bistvu postaviti v glavi, glede na to, kako v Svetem pismu govori, da ker v Svetem pismu govori, da hoče biti naš oče. In to počas sliko, da sem zamenil kar nekaj časa traja. Drugač pa ta pesem, Joj, Bog bi jaz rad, je pa nastala na zadnji dan pouka, pred 2 let pa pol nazaj, to je 24. In se je nekako začela ta pesem takrat. Te kitice, ker je takole družina stala mama s 3 otroki, ki se je ločevala. Še knjigo sem ji podaril, Ljubezen in spoštovanje, pa ni pomagal. In ta mlajši otrok je res trpel. In takrat je prišla ta pesemca v glavi, v trenutku. Melodija in besedilo. In pa si takoj zapisal na enak način, posnel. Posnel sem, pa je bila pa pesem je bila žalostna, jaz si nisem hotel končati, pa je pa enkrat Barbara rekel, daj končaj to pesem, da tukaj je pa pesem. In sem ja, enkrat. Ste pa slišali toliko pesemco, ne? Šlo da je še zapomnil. Ja, če ne bo pa ta je res posebna. Včasih zbanka.
Joj, ko bi je srd, joj, ko bi je srd, da bi oče ubil mamo čez ramo, čez pas. Kako lepo bi bilo, če spet skupaj bi bili, se smejali, jokali, oče, mama in jaz. Adijo, 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 pamet, sreča, mir. Adijo, 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 pamet, sreča, mir. Sem jaz kaj narobe naredil, sem jaz za vse kriv, le lahko bi kaj za nazaj spremenil. Sem jaz za vse kriv, da narazen smo šli in da nočeta skupaj živeti. Adijo, 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 pamet, sreča, mir. Adijo, 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 pamet, sreča, mir. Težko je oprostiti, težko se pokesati, ponosna, neizprosna sodba nad nami stoji. Obuk naredi že kaj, pomagaj nam ti, daj nam moči, ki nas lahko spremeni. Pomagaj, pomagaj, Bog, pomagaj nam ti. Pomagaj, pomagaj, Bog, pomagaj nam ti. Zdaj v tej pesmi sem začutil ta glas tega fanta, ki je poskušal, mogoče na eni točki tudi sam sebe kriviti, če on kriv za to, pa sem te hotel Marko vprašati, v tem postopku odpuščanja, je to treba tudi sebi, si kdaj ugotovil, da tudi sebe treba kdaj odpustiti, si imel tak primer, recimo? Mislim, jaz v bistvu sem šele po enih 4 letih, ko sem oproščal, ugotovil, da sebi nisem odpustil, ne? Eni stvari, da sem prestal v sebi.
recimo taki nastopi, pa to pa večkrat zafušaš, ne. Pa ti pa še žena, ki reče, kaj sliš, ne. Ženi bom rekel, da ne drugi to govori. No, zdaj se kar drži. Moram reči, da je blagoslov tudi to, ne, da je ona to sprejela, ne, ker moram reči, da ker sem jaz te pesmi dobil, ne, sem jaz ležal na kavču, to je bil COVID in sem jih pel tako, brez ritma, malo pa svoje, jaz sem užival, res, zdaj, ker pomislim, sem užival, ona mi je pa govorila, da ne v ritmu igra. In je nisem hotel imeti v svojem bendu tistem, ki bi igrali tole. Moram reči, ne, ampak pa vidiš, ne, sem dobil enkrat sliko, ne, to je zanimivo, ker to je tudi blagoslov, ne. Enkrat sem dobil sliko, toliko jasnih sanj nisem imel nikdar še, ne vem, se ne spomnim. V bistvu sem bil na odru in so bili inštrumenti, ne vem, kjer je, ne. In potem sem igral in so vmes prihajali gor. Pa se rekel, Bog, pa ti to ne hočeš povedati, ne. In se je dogajalo tako, ne, začetka, dejansko nisem Barbare hotel zraven, drugega pa nisem imel. Sam pa tudi nisem hotel nastopati. Jaz nisem bil človek, ki bi rad nastopal, ne. Jaz sem to začel šele po odpuščanju. To je še ena stvar, ne. Sem jaz ene par let se iz ubogljivosti šel na oder, bi rekel. Ja, je bilo zanimivo, no in kaj sem začel? Odpuščanje sami sebe spomnim. Slika si. No, in potem ta slika je bila tako, ne, da je najprej enkrat smo slavili in je en iz orgelcem zašpilil tako, kako sam. In to je bil Rovi, ko zdaj špila z nami, glavno, ja. Potem sem sprejel Barbaro, pravzaprav na ta način, to mi je dal Bog idejo, ne, enkrat sem rekel, ti šla na 1 uro kahona. In dejansko sem jih kupil pri moji kolegici, ker jaz sem učil kitaro, ne, in je šla na uro kahona, domov je prišla s kupljenim kahonom. In potem je bila toliko zaposlena s kahonom, da ni več govorila ritem, ampak sem jaz njej lahko rekel, da ne malo vadi. No, potem je pa med snemanjem in tako prišlo še ena želja, da bi igral zraven še Peter pred, ne. In se moram reči, da sem kar dolgo časa rabil, mi je bilo težko biti zavrnen, ne. In on je to sprejel, ne. Tako da smo zdaj, pa vem, kaj smo. Peter je res velika pomoč, no, pred vseh teh stvari. Nam krije hrbet s temi stvarmi. No, ampak odpuščanje sebi je res bilo pa ene spoznanje, da na koncu vidiš, kako si strog do sebe, ne. Tako je. In da je boljš, da tudi to, da si odpustiš pač, kar je treba, ne. Ja, na nek način življenje mogoče rata malček lažje. Barbara, kako, če se vrnem na tvojo molitev oziroma kako pogovor z Bogom, a si prepoznala, kam te kliče, oziroma kako se nadaljevala ta zgodba s pisanjem, a ne tako. Se mi zdi, da včasih se vprašamo, kam pa mene Bog kliče, ne tako. Mogoče na to. Veliko človek razmišlja takole, ko se odločaš za Boga, ali pa kaj pa je moj namen, ne. Tako, in je bilo prav zabavno, ne. Jaz sem na moj 50. rojstni dan, ko smo imeli praznovanje v gostilni, ne, sem imela govor in sem rekla, med drugim sem rekla, da sem 50 let živela zase, zdaj bom pa 50 let zate,
Bog. In to sem mislila resno, takrat je bilo prava odločitev taka. No in jaz sem mislila, koliko je zdaj Bog vesel, da sem jaz se to odločila, ne, zdaj bo pa hitro on mene začel uporabljati, pa tako, in nič se mi dogaja, ne, nič. In en let, pa 2 let, pa 3 let, pa nič, pa jaz rečem, Bog, pa kaj ti misliš, jaz se staram. Ne? In potem, k sreč, ne, še čez 2 leti jaz berem nekaj in jaz najdem, da je, ko se je apostol Pavel spreobrnil, takrat na poti v Damask, da on ni začel tako javno delovati, da je minil 13 let, preden je on začel javno delovati. Se pravi, on se je spreobrnil in potem ga je Bog 13 let mariniral, pripravljal za pot in potem je on, je bila eksplozija. In jaz sem jaz to prebrala, sem rekla, ja, lej, če je pa Pavel rabo 13 let, res dobesedno sem rekla, pa bom pa tudi jaz še malo počakala. No in potem, zdaj moram reči, zadnje priveda se je lahko začeti dogajati vse s temi Markovimi pesmimi, ne. Pravzaprav sem pa, tako se človek sprašuje, ne, kaj je Božji namen, in sem nekako prišla skozi spoznanja, da je Božji namen glede na vloge, ki jih imaš trenutno v svojem življenju. Ne? Recimo, jaz sem žena in Bog želi, da jaz živim vlogo žene na pobožen način. Ne, kaj se uči, kaj to pomeni. Sem mama, imam vlogo, jaz ne morem zdaj zvest platiti z neba, če sem mama, recimo, ne, moram dobro odigrati, nisem živeti to vlogo. Potem sem, imam svojo službo, a ne, moram tam prikaz Božje, pač nekako biti Božji, a ne, človek tam. Se pravi, da to mi je bilo tako lajšanje, da ni potreben, da misliš, da Bog ima nekaj velik zate, kaj bi mogel, ne. Ampak da dejansko pogledaš, v katerih vlogah si v tisti sezoni življenja in poskusiš živeti to na način, kot Sveto pismo govori. Pokažeš Boga, da odpuščaš, tako da moje ambicije so se zelo zanimljive. Področju. Meni je zanimivo to, ko ful sem vesel tega odgovora. Zdaj smo imeli po otvoritvene slovesnosti, smo se dolgo na čaju, pač nekaj smo to organizirali. In je meni prišlo na misel, da ker se Bogu prepustiš, ti daje take enostavne naloge, ki jih moraš izvrševati. V bistvu on ne hiti tako kot naše življenje. In pa tako pogledam, da vse tako prijatelje, a sem jaz malo fanatičen izpada zdaj, ker je res tako že skoraj da moš verjetno, da je to tako res. Barbara, mislim, da ima Peter en slajd pripravljen za eno tabelico. Ja, bi tako slab bom najprej naredila uvod, a ne v tole vprašanje, ker je bilo, kako je poslušnost prinesla blagoslove v moje življenje. In bi povedala en praktičen primer o mojem očetu. Jaz sem imela zelo v redu očeta. On je bil tak strašno umikan, dunajska šola, prijazen, mislim tako, ne, načeloma. Ampak, ni se zelo zanimal za mene. On je poskrbel, da sva se midva s Petrom, da sva imela za jesti, da sva imela za obleč, da sva v šolo hodila, nič nama ni manjkalo. Ni bil pa navajen se povezovati z mano. In ni se pogovarjal z mano, jaz sem pa ženska, pa rabim veliko pogovora, to Marko bi lahko veliko o tem povedal. Potem, ta čas v tistih časih je veljalo to, da Bog ne daj pohvaliti otroke, da se ne bodo spridali. In tako nisem bila nikoli pohvaljena, nikoli tako potrjena. Tudi dotiki niso bili običajno, da bi se ujemali, pa da bi gre tudi, da ne ima rad. Jaz vem, da me je imel zelo rad, on je zmeri prišel na pomoč, kadar je bilo treba.
Se pravi, v fizičnem svetu je zelo dobro poskrbel zame, na tem čustvenem, ne, pa je bil tak čas, da se to ni počelo, ampak moje potrebe zaradi tega se niso spremenile, ker je tak čas. Ne. In bom rekla, da sem jaz to veliko let vse trpela, ker sem dobila jaz od tega, ne, če se eden ne zanima zate, dobiš občutek, da nisi pomemben za njega, ne, da nisi vreden, ne, da nisi zanimiv, ne, da si nesposoben. No in jaz sem vse to, kar sem rekla zdaj, pa še kaj zraven, sem se res celo življenje tako počutila, dokler do 18. leta, da sem spoznala Markota, ki je to vse nadomestil, ker bi me je osvajal. Ja, ne? In jaz recimo, ko sem prišla domov na obisk, je oče sedel tam za mizo, pa je križem, ker je šlo, še pa, ko sem bila odrasla, in se ni v pogovor vključeval z mamo. Z mamo sem se pogovarjala, ne, on je pa poslušal, ne, in so mene zelo prizadeli. No in posle, ko sem rekla, mi enkrat pride ena knjiga v roke in o odpuščanju, ne, očetu in tako. In je bilo, takole je bila tabelca, ne, ker vam bo Peter mogoče lahko prikazal, sam se slabo vidi, ker nismo znali boljš narediti. In je takole na en stran pisal v tabelci, kakšnega očeta sem dobila, in na drugi strani, ne, kakšnega sem si želela, in na drugi strani je pisal, kakšnega sem dobila. In potem sem šla jaz enkrat za 3 dni sama nekam, in ker sem se jaz odločila, nisem že vedela, kako se je treba to narediti, in sem vsako vrstico, ki sem prebrala, kakšnega očeta sem si želela, in tisto, kar ni bilo, sem se strašno razžalostila in sem ful jokala. Tako, ne vem, ali film vidiš nekaj tisto, ne? In sem jokala in potem sem za vsako stvar očetu odpustila. Ja sem nekaj, jaz te to odpustim, to ne bom več tebe zadržala, ne? In tako je šla druga in spet tak jok, ne, sem pa sama presenečena, taka žalost. No in to sem pa naredila in sem dobila en tak mir v srcu, kaj sem zdaj poravnala s svojim očetom. No in sem lepo, življenje je tako kot do takrat, ne. In potem jaz pridem enkrat domov, tako kot ponavadi, čez 3 mesece, in reče oče, kako si kaj? In sem res čisto presenečena, da je dvignil pogled iz križanke, ne. Pa reče, a boš kavico? Ja, bom. Pa reče, ja, kako je pa Marko? Veš kaj, vidva pa preveč delata. In tako, in potem on meni skuha kavico, in pa mami tudi skuha kavico, in meni je dal kroženček od spod, mami pa ne. In moja mama to tako opazila, da samo Barbari se da kroženček, pa ne. No, ampak hočem to povedati, ne, kako, ko ti poravnaš svoje poti z Bogom, on lahko začne spreminjati tisto osebo. In on je začel očeta tako spremenil do mene, da, mislim, to je res velik blagoslov, kako so bila zadnja naša leta, ne, skupaj, ko sem bila. S tem, da to nihče njemu rekel, da je kaj reč Barbara, to se čisto zgodi. To se zgodi, jaz o tem nisem govorila, to sem samo naredila. Ampak stvar je pa v tem, ne, da ne gre samo za očeta, ne, da je Bog si zamislil tako, ne, da starši so predstavniki Boga v tvojem življenju, ne, in da je slika očeta slika Boga, a ne, kako si ti Boga predstavljaš, kako ga vidiš, ta povezava je oče Bog, ne, oče. In jaz sem imela res celo življenje to sliko, a ne, da sem nepomembna, da je Bog oddaljen, da se ne zanima zame, da mu ni mar za mene, da ne. In v bistvu sem mogla res to prenovo uma narediti, ko sem to uredila, da sem pol sliko o Bogu spremenila, ne.
to je meni se zdi strašno pomembno, ne. Ja, za starše, da se to prevejo. Ja, nažalost to prepozno večinoma spoznamo, ampak je zmeri se da popraviti. Se mi zdi, da ni nikoli prepozno, tako da... Ne, ker ti lahko zmeri rečeš oprosti svoje naredbe, oprosti, da sem bil tak, oprosti, da sem, ne, in to je res čarobna beseda, ker lahko čisto vse poravna. V najni družini smo navajeni reči oprosti in kaj eden lahko iz usti ne tisto oprosti, se takoj začnejo stvari spreminjati. In jaz verjamem, da to je povsod. To je res, to imate kar skupaj, ta skupni imenovalec z Markotom, to odpuščanje, verjetno ste tudi tako malo en drugega vzpodbujala pri tem. Zamenjamo vsak dan bat. Odpuščanje. Veš, to je ne. Jaz si dam priložnost. Jaz sem imela tudi eno srečo, veliko v življenju, da sva šla k enemu paru in smo šli v 3 dneh celo najino življenje skozi. Komu je treba kaj odpustiti. Krščansko. Ja, na vseh področjih to. In moram reči, da to je tako, kot da bi ti en ruzak odložil poln kamen, kar te nazaj vleče, ne. Preteklost te ne obremenjuje več, a ne. In ti da to življenje mir. No, zdaj bi pa, če se strinjate, naslednjo pesem boste predstavljali nam Pod križ je naslov te pesme, pa mogoče predne zapojete, kako je pa ta nastala. Glede na to, da sem mogel veliko odpuščati, po moje kar tako med potjo. Ampak nimam točno slike, kdaj. Res, to je zanimivo. Ta je pa bolj počasno to. Ampak ja, odpuščanje v bistvu je za en ključ, ne. Pa da postaviš Boga na prvo mesto, kar je itak delo, ne, ker si navajen, ker si ti kot neka sirota, pa razrastel, ne. Si navajen za vse sam poskrbeti, ne. In težko predaš vajeti, ne, tega vozička, ker se ti voziš skozi življenje Bogu, ne. To je po moje zelo težko, ne. Se učimo, recimo, pa neko. Ker to je refren. Ja, to prisluhnemo. Pod križ,
ne bi mogoče še pri tej pesmi povedal, da v bistvu velikokrat krivimo Boga, ne, za to, kar se nam dogaja v življenju, ne, ampak problem je, da mi hočemo ta volan držati, ne, da ga ne spustimo iz rok, ne. V bistvu Bog hoče, da mu predamo vse te bremena, volan v bistvu. Zato, ker ima za nas en namen, kjer se bomo najmanj mučili na en način. Ali pa bomo malo mučili, v bistvu še vedno imaš težave, ampak je drugače. Začneš rast, se mi zdi, da so še zmeraj izzivi. Ja. Za trenutek bi se vrnil na odpuščanje, tako še. Se mi zdi takole, ker poslušamo vajo, o pomembnosti, da odpuščamo sam sosedo France, ta pa ne. Vsem nemu pa ne. Kako pomagati, kakšen nasvet imate, da odpustiš nekomu, ki pa res nemu pa nema? Jaz mislim, da jaz se točno vem, da moram dopustiti, ne, ampak tih zadnj sem ugotovil, ne, pa sem že odpuščal eni prijateljici, ki me je zelo ožokala. In ko sem videl, kaj sem rekel, nisem mogel verjeti, ker v bistvu vidiš, da nisem odpustil, ne. Ker odpuščaš, ne, v bistvu moraš iti do tega, moraš ugotoviti, kaj ti je bilo s tem ukradeno. In potem moraš ozavestiti to, kar je bilo, ne. In potem moraš to odpisati, tako, nazaj. In to delaš, dokler je grenkoba, dokler, ko ga srečaš, ti take misli po glav hodijo. Dokler ne prideš do tega, da ga imaš rad, takega, kot je. In to moram reči, ni enostavno, ne. Jaz recimo sem očetu 3krat odpuščal, ne, ali pa še večkrat. In nisem mogel verjeti, da je vsakič tako ven bruhnil, ne, ker jaz sem jokal. Jaz kar ne jokam, ne, jaz sem tle gor. Ja. V bistvu ne moreš verjeti, ja. Res. In veliko ljudi se noče soočati s tem, mislim. Zato, ker so to neke bolečine, to so neke, tako kot bi rekel, hiša, ne, potem imaš neke sobe, ki je noter, nočeš pogledati, ali pa sploh ne veš, da obstaja. Ampak včasih tako malo kar smrdi ven, kaj. Res je. Barbara sta se tudi sama sebe dala kaj na seznam odpuščanja, tako da odpustiti sozakoncu, pač Markotu, recimo, pa če ja, kako je, lahko reče, da je to vplivalo kaj na vajeno zakonsko življenje? Ja, odpuščanje je strašno pomembno v zakonu, zaradi tega, ker moški pa ženske smo ustvarjeni drugače, povsem drugače. Že drugače, videti imamo, ampak smo tudi drugačni in to zavedanje te drugačnosti pa to sprejemanje je velikokrat zelo problematično. Na začetku, ko si zaljubljen in je kemija in tega ne vidiš, ne? Nimaš teh problemov. Ko pa začneš skupaj živeti, se te razlike pokažejo. In potem še te rane ven udarjajo iz mladosti, ki si jih dobil. In potem je to veliko razlogov za konflikte. Ne? In ravno ta tečaj ljubezen in spoštovanje, ki sva tudi sama se ga udeležila in ga tudi zdaj sama ponujava vodva, da se pari lahko, da so izpostavljeni tem vsebinam, je ena taka močna lekcija takoj na začetku, koliko smo drugačni, da pa zato nismo napačni. Ne, da ni nič narobe z nami, da nas je Bog ustvaril drugačne in da je on povsem zadovoljen s tistim, kar je ustvaril.
Ne? In zdaj, če jaz nisem zadovoljna s tem, kako je Bog Markota ustvaril, ne? Ni prav. Ne? In se ta drugačnost ima namen, da se dopolnjuje, ne pa izključuje. Ne? In večkrat, pa tudi v najnem zakonu, se zgodi, da jaz poskušam Markota malo spremeniti, da bi meni bilo malo lažje. Kako jaz mislim, da bi bilo fajn, pa prav, pa tako. In on meni. Ne? In zdaj, ker sva, se že nekaj časa, ker sva bila na tečaju, kadar preveč svojo voljo nekako forsirala, se ustavlja tako, da jaz rečem, Marko, veš kaj, jaz sem drugačna, ampak nisem napačna. Ne? In zdaj bi midva to zdaj oba veva, kaj to pomeni, in ko eden to pove, takoj stopiš korak nazaj in začneš iskati tretjo varianto. Ja, tako da to odpuščanje je zelo pomembno, ker v tem vsakdanjem odnosu mimogrede se prizadanjamo, imamo občutljiva področja iz preteklosti, rane. In jaz ne vem vedno, kje bo Marko rano in ko jaz nekaj rečem tako, ker jaz mislim, da v vremenu govorim, on burno odreagira. In meni sploh ni jasno, odkje je to. In če ne ozavestam tega, sem užaljena. Mu zameram, pa zamerica, tukaj pa zamerica, tam pa tam mi nastanejo velike zamere v zakonu. In to je strašno velik strup, če se ga zavedamo in to moramo, tudi zato v Svetem pismu piše, naj sonce ne zaide, da bi odpustil, ker drugače se to globoko noter zasidra v zagrenjenost, v zamero, v užaljenost, in to, potem je pa to strup za odnose. Ker se fokusiraš na to, namesto da bi se na tisto, kar je lepega v zakoncu. A pa imate mogoče kakšno dobro prakso, bom rekel, te higiene, odpuščanja, ker recimo meni se zdi, da tako, da se, tako bi ste rekla, ena zamerica tukaj, pa tam, pol je pa toliko enih dogodkov vsak dan, da pa v resnici pol pozabiš, ampak je to še zmeraj tam v resnici, tako. Kako, ja. Jaz zadnje čase, bom rekla, do pred nedavnim je bilo meni odpuščanje muka. Njena zapoved od Boga, ker reče to delite, to sem jaz rekel. Nisem tako in sem, se narečem. Ampak v zadnjem času pa ugotavljam, kakšna milost je to odpuščanje, kakšen blagoslov za mene je to, da ko jaz odpustim nekomu, dobim notranji mir. Če pa ne odpustim, me pa skozi grize. In sem povsem spremenila ta pogled do tega, da pač to Bog pričakuje od nas, to ne delamo, kaj je dobro za nas, ampak je to prav blagoslov že na tem svetu, to odpuščanje. Ampak moram pa reči, da sem tudi nepopolno odpuščala, kako Bog reče. Jaz ti odpuščam tega greha, dolga se ne bom več spominjal, ga dam ne vem kam na konc sveta, ki se ne dam točno vrstice. In zdaj on se tega ne spominja več. In jaz Markotu odpustim, ali pa komu drugmu, in potem se dobim mir in čez nekaj časa mi hudič spet misel. Spet to temo načne v mojem umu. In zdaj, če se jaz začnem poigravati s to temo, prav, nisem tako, kot Bog, ki reče, tega se ne bom več spominjal, pridejo spet negativna čustva. In je spet tista zamera, tista bolečina, In zdaj šele v zadnjem času razumem, kako je Bog to si zamislil, da naj odpuščamo tako, kot je on. In ker ta misel pride, jo moram jaz ujeti, jo moram zavrniti, da se vem pustiti, da misli, kar klešejo, delajo, kar hočejo, ker če ne bojo prišla ta čustva, in to ni odpuščanje. To je bilo odpuščanje 2 dni, zdaj pa ni več.
a ne, in da moram prav namenoma vsakič, ko pride ta misel, reči, ne, to je od hudiča, to me spet hoče ujeti v zanko, stran od mene ta misel, ne, da nočem več o tem razmišljati. Tako pa Bog. 70x7, kako že. Ja, če je treba. Pomislim samo, če se ugotovila, ali pa vam, a je kakšen, kako bi rekel, kad bi bil nek povezan vzrok, da to ne moreš odpustiti, ali je to samo naša misel, spomin, ki se vrača in se vedno znova potem aktivira? Jaz mislim, da v bistvu je hudič skozi na delo, ki imaš ti težave, te skozi hote ti vrže trnt, misliti, takole, to je kva delo. In nisi vzel časa za tebe. Poglej, en privatnik pride in je takoj pozabil na to, da mora, da se razmenjena ne greva na zmenk. Ne marate. To je to. In na koncu, jaz imam prav zgodbo, ko sem bila v hribih, ona bi to opisala, pa imamo čas. V bistvu, v glavnem, je bilo tako, Barbara bi opisala raj. Hišca sama z mano. In prvi dan je bil raj. Drugi dan je bilo vse isto. To je bil tako. Ampak to je enkrat redko, ko sem se spomnil in sem molil, da se imamo midva rada in da nočeva, da je kdorkoli prišepetava nama neumnosti, da je kaj drugače v karton. In je bilo spet sonce posijalo. In ona mi pa, Barbara mi pa hotela dopovedati, da si ne vzamem časa, ne vem kaj, ne vem pa, kar naenkrat je bila tam. In to je to. On, recimo, mi imamo rane, ne, in tam nas on hakla. On trg meče, čim je neka priložnost, on proba, ne. Če už ti rekel, ajde spokaj, jaz sem brat svojo ženo, te ne bo. Ne, ko boš ti rekel, da boš rad svojo ženo, hudič zbeži, on ne mara besedi ljubezni, on mara, da razdela družine. In to mi dva delava zato, ker je katastrofa, kakor družine je narazne. Mislim, to je ogromno ranjenih ljudi. Ja, to res. Ljubezen in spoštovanje. To je pa vajna naslednja pesem, ker bomo veseli, če zapojete. Ta pesem govori, je povzetek tečaja ljubezen in spoštovanje, ki je sestavljen iz 6 lekcij in vsaka ima svojo temo, no in je tak hudomušen povzetek tega tečaja. Dam se ženo bolj zastop na tečaj, za pare sva odšla. Želja naj je bila, da bi kaj novega zvedela. Sva hitro ugotovila, da drugače na svet gledava, ker mi dva različna očala nosiva. Da Bog je dal navodila, kako naj se živi, da to velja tudi zate, če ti oženjen si, in da moraš se odločit, koga poslušal boš, Boga ali pa duha sveta. Tretja tema prav je čisto okej, če midva 17 cuflava. Sam da pol mesec ali pa 2, mule ne kuhava. In če se scufava, da to spoštljiv z ljubeznijo delava, ker tako sva bila ustvarjena. Na
dušo bi nam govoril, da bi jo poskušal razumeti, kaj povedati mi želi. In da ne rabna sveta, in da ne sam zraven nje stojim, in čim bolj usta skrb držim. Za na konc pa še tačo, da izgovorov ni več, da kriv za to sem sam, ko na ženo jezen sem. Mi je zelo težko sprijazen se, da izgovora ni več, da ko jezen sem, ona kriva je. Ona kriva ni. Ona kriva ni. Ona kriva ni. To mi je najtežji, da ni zapet. To se želi, da bi še enkrat rekel, ona je. Sem te bi hotel vprašati, Marko, kdo pa po reči, če bi ona se To je pa res. Odložuje tvojo odgovornost. Težko lekcija. Zato je pa zadnja. Eni tega ne razumejo, jaz sicer zastopam, je pa težko. Pa dolg, če si jezen na ženo, traja to, da ne najdeš odpuščanje, pa... Jaz v bistvu funkcioniram tako, da v bistvu recimo rabim spoštovanje. In kadar Barbara pač ni spoštljiva, to pomeni, da se pritožuje ali pa kaj takega, pač meni zmanjka v prostoru zraka. Jaz rabim spoštovanje tako kot zrak, ona rabi ljubezen tako kot zrak. In takrat grem ven na zrak in sva zmenjena za 21 minut, pa pridem nazaj. Zdaj, to je z moje strani. Jaz se počutim nekako odgovornega v družini, nočem sam pravica, ampak sem odgovoren za to, da laufa na en zakon. Tako da, ja, pridem. Pa nisem toliko, da niti nimam počutka, da čeprav, če sem iskren, sigurno moram biti jezen, ampak to iz mene gre hitro po moje. Ker pridem pa sam, da pove ona spremeni to, pa temu. Recimo, Jaz recimo moram priznati, sem občutljiv na to, da mi eden nekaj govori, kaj moram delati. Bo povedal en primer, kako je pri nama prišlo slučajem do ene rešitve. Ker jaz vedno imam delo, in nisem imel pa seznamov, nikdar. Jaz sem zjutraj vstal, pa sem pa začel nekaj delati, kar bolje že prišlo. In potem, preden smo midva jedla, je Barbara naštela že 5 stvari, tako, kaj bi bilo treba delati. To se pravi, takoj tiste moje stvari so zdrsnile takoj dol. In jih ni bilo sploh. In potem je enkrat slučaj, skozi ta tečaj prišlo, da je ona na en listek narisala srček in not napisala ljubček ali nekaj trazga, ali lahko narediš to pa to. Hvala. In jaz sem to naredil in zdaj to moram, teh listkov je kar velik, ampak jaz to naredim in nisem prizadet. Nekako sem od doma od to dobil, da smo mogli delati. In ne prenašam, da me na silo nekaj rime. Ali pa ritem, ker mi je govorila ritem. Ja, se to težko prenaša. No, ampak
jaz 20 minut pridem nazaj in jaz nimam problemov z zamero. Vse mislim, da ne, kaj misliš? Ja, mislim, pač moramo pustiti drugo. Ja, drugačno gre. Tako že jaz. Ja. Jaz bi rada povedala eno hudomušno zgodbico z srčki. Jaz vse, kar vi želim, da Marko čim prej naredi srček, pa napišem ljubček moj, lepo prosim. Še kakšen dodaten srček moj narišem, hvala. No, in jaz sem opazila, da nekje v kopalnici na WC-ju ne funkcionira tako, kot bi jaz želela. In jaz napišem srček in napišem ljubček moj. Lepo bi te prosila, če narediš to pa to pa to. In jaz dam na pokrov WC školjke to. In to tam je, ne? In potem se nekaj s pečjo pokvari. In pride mojster in vse uredi in ima reče bolj, a si grem lahko nekam prosim roke umiti? Reče, ja, kar tam je kopalnica, izvolite, ne? In ko si on roke umiva, si reče, joj, tisle srček na pokrovu školjk, kaj si bo pa on zdaj? No, ne? Što si, da ni bil sami listek? Dva sta najmanj dva. Eden je bil še na ogledalcu. No, ampak zanimivo je bilo, pole enkrat prav, a si videl listek? Pa rečem, ja, videl sem en listek, sam tisti zame, tam ni srčka. Tako da jaz sam še na to funkcioniram. Pa zdaj ni slabo. Ne, kaj, en srček več narišeš, en kuli na 3 leta. To so kaj ene vrste delovni nalogi v resnici, ko se... Da je spravo funkcionira, ne, res zanimivo. To so sama, to je ena taka igra, bi rekel. Zabav. A pa sta v odpuščanju tako, oba enak hita zmožna ali tako pride do zamere, bi rekel, ki pa to malo traja. Recimo pri meni, da to včasih je tudi kakšna stvar malo, da traja. Zdaj sem se spomnil, da jaz ne smem o tem govoriti. Tako da ne bom povedati, kako to je. Ne vem, a boš ti povedal? Ne. Ne, Vse je glasen, da gre zmeri, ne, so stvari, ki se te bolj globoko dotaknejo, ne, so stvari, ki jih vi grede odpustiš, ker reče, ne. In, ampak je pa to strašno pomembno za zakon, da te zamere sprot očistimo. Pa skupni cilj, ker ga imate zdaj takole pričevanje, pa to se vam zdi, oziroma vas sigurno tudi povezuje. Tako, želim se navezati, kjer je pa še tista stvar, ki bi mogoče ohranjala življenje oziroma zakon bolj svež. Ja, jaz rabam zelo veliko pogovora. Ampak ne kar kakšnega koli pogovora. Ne pogovora o vremenu, ne pogovora, kaj bomo delali, kaj se dogaja, ker to mislim, da zato ni treba biti poročen za take pogovore. Se pravi, jaz rabam tak poseben pogovor, intimen, za katerega se je pa skoraj treba usesti, nikar ne gre. In zame je to urivo, ker Marko meni to podari, ker se pogovori z mano, pa kaj vse pove, ne, to je pomemben, ker ta za ženske tako večino je povezovanje pogovor, pomenljiv pogovor. In če tega ni, je tako, kot bi meni zmanjka goriva, ne funkcioniram več. In takoj, ko to pride, zaživim. Ne, to je zame zelo pomembno, ta najmanj pogovor. In zato tudi midva greva zelo velikrat na kavico. Ne, vsaj enkrat na teden greva nekam na kavico. Kot na randi, ja. Ja, to doma sam del vidiš, ne? Ja. Samo še eno vprašanje, počasi pa zaključim, ko je ravno teden svetopisanskega maratona, mogoče čisto drugo smer, ampak kdaj je tudi tako svetopismo odpreta skupaj, oziroma
ga odpirate tako. Ja. Jaz mislim, da v Svetem pismu te Bog direktno govori. Recimo, je pa meni se težko spraviti Sveto pismo brati, ker vem, da bom zmeri mogla nekaj razmišljati, pa da ne vem kaj, da se moram posvetiti. Recimo, jaz veliko knjig berem o tem, ko avtorji razlagajo o Bogu, o duhovnem življenju in tako, ampak ta knjiga mene ne odžeja. Recimo, jaz dobim razumevanje, dobim znanje, ampak me ne nahrani. Ker pa jaz Sveto pismo berem, me pa nahrani. In je to je zelo težko, ne znam drugače opisati. Ne? In jaz včasih vidim, koliko sem lačna, duhovno lačna, ampak koliko mi je težko vzeti Sveto pismo, da bi se nahranila. Ne? Ampak zdaj že vem, če bom uno knjigo vzela, ne bom dobila tega, kar je zraven. Moram direktno Sveto pismo vzeti v roke. Ne? In tam, to je ne govori, ena misel. Tako je pri meni. Zdaj, Sveto pismo bere, seveda, da ga bere. Mogoče bi še to omenil, da v bistvu Sveto pismo, zdaj od zadnjih par 10 let, pač ga sprejemam takega, kot je, brez popravkov. To je eno obdobje, v bistvu sem ene stvari probo, bi rekel, sem si želel, da jih ne bi v Svetem pismu. Ampak pa sem, zadnji čas, enkrat letos mi je prišlo na misel, da v bistvu zato to obdobje Bog ni funkcioniral, se ni dogajal v mojem življenju, ker jaz v bistvu sem si Svet pisem prilagodil na sebe, na svoje težave in to ni bil več ta Bog, o katerem ta Svet pisem govori. To je bil Malik. Maliki so pa mrtvi. In zato ni bilo glasu. Zdaj mi pa reče kakšne stvari, zdaj pa slišam, besedila dobivam, to je zame taka res ena močna zgodba, da je Bog živ. Pa da me rad, nekaj, kar sem zelo oboževal, kitaro, glasbo, kar sem pri 17 oboževal, mi je hudič kradel do 55 leta, od takrat sem prej spet od mrtvih stal na enem delu, na tem ustvarjalnem delu. Ker jaz pri 55 nisem hotel več igrati kitare. Ni mi šlo. Tako je. Do enega trenutka. Pa sploh ne daš več, zdaj, seveda. Zdaj igram, da sem 63. Nisem to pomaril, 55. Takrat okoli 55, da sem jaz začel stvari premikati. Vmes je bil tečaj ljubezen in spoštovanje, pa dvoleten tečaj in tako naprej. Zdaj pa vodla ljubezen, spoštovanje, imamo tele nastope pričevalske. Snemamo naprej. To, da sem jaz posnel CD, to je zame čudež. Jaz nisem mogel pred ljudmi stati. Včasih. Pred zadnjo pismijo bi povedal še tako, da Marko pa Barbara sta posnela CD, da bi to lani, in te CD je tudi na voljo tukaj od zadaj na klopi tam, ga lahko dobite za prostovoljen prispevek, nekaj CD-jev je, tako da jih lahko tam od zadaj pol vzamete. Vaj pa prosim še z zadnjo pesem, še blagoslova, ne? Zadnja pesem, zadnja pesem ima pa naslov Blagoslov. To je strašno lepa pesem
in naj bi blagoslavljali tudi drug drugega in Bog nas blagoslavlja preko ljudi, tudi preko besede. Ne? In smo si zamislili, da bi to skupaj zapeli. Da tisti, ki ste skupaj, ki se poznate, boste se obrnili proti sosedu in boste njegov ime izgovorili, ga blagoslovili, on pa ne. On pa veš, da ne, Marko bo rekel, babi, ker me kliče, jaz bom pa rekla Marko. In pesemca je strašno lepa in čist lahka, kdor je pa sam pa pač svoj ime noter ustal, kako nas Bog lepo blagoslavlja. Gre pa takole. Marko, la 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 la, Marko, la 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 la, Marko, la la. Pa bo pa vse samo stekali, boste videli, ker je to ključna melodija. Tako da zdaj se kar pripravite, besedilo je tamle.